Lep pozdrav vsem skupaj, sem Mihael Žmahar, star sem 35 let, prihajam iz Ljubljane, rojen sem v Celju, kar me zdaj je na glas. Kaj počnem v življenju? Coach sem, pišem knjige, organiziram dogodke, vodim meditacije in to je istočasno moj hobi, tako da sem združil poslovno in zasebno. Vegan sem pa 1 leto, 15 let nazaj sem pa postal vegetarijanec, tako da to je moja pot. Ja, za veganstvo sem prvi slišal, ko sem bil star 15 v prvem letniku gimnazije. Imeli smo angleščino in pride prof in reče "What's the difference between being a vegan and vegetarian?" In jaz sem, kaj je za to veganstvo? In on reče, vegan is someone who doesn't eat any animal products. In sem rekel, ok, tisti dan se mi je tako veganstvo zapisal v možgane in do takrat naprej vem to definicijo. Človek, ki ne je živalskih izdelkov. Vegetarijan sem postal najprej, ko sem bil star 15-16 let, sem bil vegetarijan 1 leto. Zaradi tega, ker me je zanimalo, kako se bom počutil, zanimalo me je, kaj je na tem, pa sem ugotovil, da pač imam divje hormone in sem začel nazaj jesti meso. Pa sem začel pa meditirati pri 20 letih oziroma 21 sem začel meditirati redno v življenju, zjutraj zvečer, in tokom meditacije se mi je zgodila neka sprememba zavesti. In en dan smo šla takrat s punco v eno restauracijo, naročila smo puranji zrezek z pomfrijem in je zasmrdel. Tako je, tisti dan sem ga porinil dobesedno pred sabo in sem rekel, jaz ne morem več mesa jesti. To je bilo to. V bistvu mi je meditacija soočila z nekimi občutki znotraj mene, zaradi katerih sem na podzavestni ravni jedel meso, in ko sem začel te občutke razdelovati, je potreba po mesu zginila. Tako da sem v bistvu dobesedno biološka reakcija naredila. Dobesedno sem začutil, da mi ne paše ta substanca. In to se je zgodilo z vsem mesom. V tistem obdobju sem začel učiti meditacijo, in to se pravi vse te neurolingvistične tehnike za razmišljanje, razreševanje podzavesti, kako zgraditi močno energijo, kako je človek energijsko močan kanal. In bolj kot sem jaz začel se pogovarjati s temi zavestmi duhovnimi, bolj kot sem začel te notranje dele sebe, notranjo moč energijsko odklepati, bolj so se mi začele odmikati te sestavine, ki prihajajo živali. Tako da najprej je šel meso, potem so šla jajca. Jajca v nekem trenutku so mi začela postajati težka, to se je videlo tako, da ko sem jih pojedal pol ure kasneje na WC in sem bil na WC-ju 20 minut. Potem je šel pa najprej mleko. Mleko mi kar nekaj energijsko ni več paslo, ful sem dobil zapocano kožo po njemu, in ribe in nazadnje sir. Tako da sir je bila tista zadnja stvar, ko sem jo vrgel iz jedilnika, in pa sem gotovil mandljevo mleko, pa sem gotovil tofu spoznal, in tako da sem na tak način v bistvu prehod naredil. Nisem šel kar rekel, danes bom pa vegan in sem šel v vegansko zadevo, ampak sem v bistvu šel čistko, poslušal sem svoje telo, ful sem si zaupal, kaj je tisto, kaj rabim, kaj je tisto, na kar sem pripravljen, tako da je tak prehod v bistvu malo več kot 10-letni prehod bil pri mene. Tisti dan, ko mi je zasmrdel meso, jaz nisem vedel točno zakaj. V bistvu sem sam sledil notranjemu instinktu, da pač ni prav zame, in sem pač rekel, ne bom več jedel mesa. In tudi pol, ko sem se v naslednjih mesecih srečeval z mesom, sem ugotavljal, da mi še vedno ne paše kot hrana. Leta kasneje sem pa šele ugotovil, da mi je meso zasmrdel, dobesedno zasmrdel zaradi tega, ker znotraj sebe nisem imel več potrebe po energiji, ki jo prenaša meso. Tako da čez meditacijo oziroma čez meditacijo, ko pač učim ljudi naprej, sem ugotovil, da vsaka hrana ima svoj energijski zapis. Rastlina ima svoj energijski zapis, meso ima svoj energijski zapis. In ta energijski zapis na Zemlji v večino časa prihaja iz čustvenega sistema. To se pravi, kakšen čustven sistem ima neka stvar, neka rastlina, neka žival, takšna energija se zapiše v tkivo oziroma v biološko telo te živali, te rastline. Zdaj pa rastline imajo lahkoten čustven sistem, nimajo teh težkih občutkov, ki jih imamo ljudje oziroma toplokrvne živali, medtem ko živali imajo vse občutke, ki jih imamo ljudje. In glede na to, da je predelava živalske hrane na Zemlji takšna kot je, žival je rojena v neki farmi, tam je pač določene zlorabe, ujetništvo, potem gre v neko klavnico in na vsej tej poti žival začuti isto, kar bi v njeni situaciji začutil človek, to se pravi strah, teror, jezo, ponižanje in tako naprej. Vse te občutki, vse te energije se zapišejo pa v celice, beljakovine, v fiziološke celice kot celični spomin.
In ko človek to poje, mora ne samo prebaviti fizičnih beljakovin, ampak mora prebaviti čustven zapis tega, kar je v teh beljakovinah. In to sem ugotovil, da ne želim prebavljati. To sem ugotovil, da ne rabim prebavljati zaradi tega, ker sem jezo, naprimer svojo, ki ima vsak človek, ali pa žalost, ali pa krivdo, te občutke toksične, sam razrešil preko meditacije. In avtomatsko, ko ima človek lahkoten čustven sistem, začne lahkotno izbirati tudi okoliščine, ki so usklajene s tem čustvenim sistemom, in meso pri meni ni bil več. Tako da to je razlog, zakaj je šel meso stran. Ko sem postal vegan, se mi je izboljšala sposobnost kanaliziranja. To pomeni, da sem lahko veliko hitreje v meditacijo padem, veliko hitreje vidim avro ljudi, veliko hitreje vidim energijski zapis nekoga, veliko hitreje dobim informacijo, kaj je moj naslednji projekt v biznisu. Zdaj, ljudje bojo težko povezali to dvoje, ampak človek mora razumeti, da njegovo telo, njegova čustva, njegove misli so v bistvu energijski kanal, energijsko-fizičen kanal, preko katerega človek kanalizira vodstvo svoje duše ali pa vesolja, če rečemo tako. In bolj kot je ta kanal usklajen med seboj, bolj kot so čustva, misli, telo usklajeni frekvenčno, hitreje pade energija čez. In to se je pri meni zgodilo. Druga stvar biološko pa je, sklepi so bolj gibljivi. Ne vem, kaj se zgodi v sklepih, ampak moji sklepi so gibljivi tako kot takrat, ko sem bil najstnik. Ljudje so se odzvali različno. Eni ljudje me še danes, kljub temu, ne vem, da že 14 let ne jem mesa, še vedno silijo jesti meso ali pa pričakuje, da ga bom jedel. Eni ljudje so mi pa začeli slediti, tako da nikoli nisem nobenemu rekel, ti moraš pa zdaj to jesti, ti moraš pa postati vegan, nikoli. Jaz sem samo razložil ljudem, zakaj sem jaz postal vegan, in ljudje so itak samoiniciativno. Saj človek ima znotraj sebe željo, da ima lepo življenje, saj človek ima znotraj sebe v resnici željo, da želi level up naprej, in to postane potem avtomatska posledica pri teh. Nekdo reče, jaz pa tudi ne bi več na tak način živel, jaz bi pa tudi to spremenil, tako da je zelo tak nek naravni razvoj človeškega potenciala. Eden izmed procesov staranja, staranje smo ljudje naučeni, ljudje se staramo zaradi tega, ker smo naučeni tako se starati, in prehrana tukaj ful veliko pomeni. Mi tudi jemo hrano takšno, kot jo jemo, zaradi tega, ker smo naučeni takšno hrano jesti. Če se človek vrne svoji izvorni resnici, temu, kar mu v resnici paše, njegovim prebavilom, njegovemu telesu in ne njegovim čustvom, pridemo ponovadi v smer veganske hrane nazaj. In takrat se telo, če pač telo dobiva sestavine z okolice, to se pravi fizično hrano, fizične misli, ki so lahkotne, občutke, ki so lahkotni, se pač ne rabi starati na tak hiter način, kot se stara pri mnogih ljudeh. In to je pač posledica, Tako da človek, ki sprejema lahkotne odločitve in lahkotne elemente svojega življenja, se tudi lahkotno stara. To se pravi, da lahko je zdaj, komot rečem, da imam, ne vem, pri 34 letih pa nimam občutka, da sem star, sploh isto gibčnost, kot ko sem bil star 20, 16, ko sem treniral taekwondo profesionalno in sem lahko naredil vse možne zadeve s svojim telesom. Jaz nisem postal vegan zaradi sočutja do živali, ampak sem postal zaradi tega, ker me je moja energija naravno vodila v to prehrano. Ampak danes, ko gledam živali in jih gledam z energijskega vidika, si ne predstavljam, da bi jo jedel. Zaradi tega, ker živali imajo na planetu Zemlja čisto drugačno vlogo, kot mnogi ljudi mislijo. Živali so lightworker, jaz temu rečem, žival je nosilec svetlobe, ker žival je sposobna toliko svetle občutke ustvariti, kot zelo redki ljudje. Tudi na primer pes. Če cel dan zamujaš domov, pa te ni cel dan doma, te ponovadi človek v družini nadere, kaj si tako pozen, medtem ko pes pride pa te pozdravi pa reče, ej, kjer car si, končno te vidim, Tako da živali so nosilci energije, svetlobe, brezpogojne ljubezni, to se tudi ljudje učimo od njih. Tako da niso namenjene primarno na planetu, da jih jemo, ampak so namenjene, da se učimo od njih, dvignati zavest, sprejemati, odpuščati, sprejemati drugačnost, druge oblike, ne samo to, kar smo mi naučeni, da je prav. Tako da iz tega vidika gledam živali kot nekoga, zaradi koga imam jaz toliko bogato življenje, ki ga imam na Zemlji. Tako da dostikrat ljudje rečejo, živali so tukaj zato, da nam služijo. Ne, živali so tukaj zato, da nas učijo. Teda prej, ko bo človek sposoben videti stvari na takšen način, prej bo tudi v veganstvu mogoče, oziroma v prehrani se neka splošna razmišljanja spremenila. Sožitje med živalmi in človekom je na Zemlji že tisočletja. Ampak bolj kot se človeški ego krepi,
bolj se krepijo uničevalne posledice človeškega ega. In človeški ego je na žalost zelo krhek in hoče uničiti podzavestno vse, kar ne razume in vse, ob čemer se čuti ogroženega. In to tudi vidimo v naravi. Narava trenutno na Zemlji zelo propada, živalske vrste izginjajo in to je posledica človeškega ega. Tako da, dokler se bo človeški ego krepil na ta negativn, neukročen način, dokler bo človek mislil, da je superiorna vrsta, takrat bojo živali tiste, ki bojo plačevale davek za človeško nevednost. Tako da lahko pa vsi v tem trenutku spremenimo zavest in začnemo živali gledati kot naše prijatelje, začnemo gledati kot sosedje na planetu in ne kot hrano, ker živali niso hrana. Tukaj je zelo veliko, kako naj rečem temu, lobistično naučenih informacij, zakaj je treba živali jesti. Vsi, ki vas zanima bolj sproščen energijski pogled na življenje, ki vam potem omogoči, da lahko tudi vi hitreje lahkotne svoje življenjsko poslanstvo uresničite, me najdete na moji spletni strani www.mihaelzmahar.si, kjer najdete tečaje, coachinge, kjer vam pomagam razrešiti vaše blokade ali pa iti naprej osebnostno, duhovno na pot, tisto, katero si želite izkušati na Zemlji. Tismo trenutku, ko človek ima sebe rad, tismo trenutku ima človek rad biti okoli sebe. Jaz vedno rečem ljudem, ki se odločajo, ali bi jedli meso ali ne meso, pejt v hlev, poglej kravo za 20 minut v njene oči in jo glej brezpremično. Začuti njen heartbeat, začuti, kdo je ona kot zavest, začuti, kaj ti ona sporoča, in če boš po 20 minutah še vedno hotel jesti meso, pač jej. Ampak najverjetno se bo v teh 20 minutah med tabo in živaljo nekaj spremenilo. In temu sled, ne ignorirati notranjega otroka, notranje resnice, ampak pač sem sled temu. Kako pač vsak človek rabi, pa pač rabi. Aktivizem za živali, ki ga jaz čutim pri sebi, je, da si želim pri ljudeh zbuditi sočutje. Če ima človek sočutje, potem, ko vidi neko drugo bitje, si ne želi, da bi to bitje trpelo, da bi to bitje bilo degradirano ali prikrajšano za pravice, ki pač jih ima. Tako da moj aktivizem je definitivno, da ljudem pomagam razumeti enakost med bitji, da ljudem pomagam razumeti, da ima vsako bitje namen na tem planetu in da so živali na tem planetu zato, da ljudje lažje živimo. In če jih na tak način pogledamo kot svoje učitelje, kdo pa hoče svojega učitelja jesti? Nobeden, ne? To se pravi, to je moj aktivizem. Čez knjige, čez seminarje, čez pisano besedo, čez videe. To je moja platforma. Zaradi tega, ker sem jaz vegan, oziroma zaradi tega, ker sem jaz vegetarijanec, je več kot 50 ljudi postalo vegetarijancev in veganov. In to samo zaradi tega, ker smo se pogovarjali, zakaj. Zaradi tega, ker sem ugotovil, da lažje meditiram, da imam lahkotnejši čustven sistem, da je moje telo hitreje prebavlja, da nimam več napetosti v trebuhu, da nimam več zgage trebušne. Vse to je bila posledica veganske hrane pri meni. Tako da ljudje, ko poslušajo, pa reče, jaz bi pa tudi to, jaz bi pa tudi probala, zakaj pa ne. Je pa res, da je tudi veliko podatkov trenutno že na voljo na internetu, če hočemo zdaj strokovnih, znanstvenih, zdravstvenih podatkov, za katerega vsakega spodbujam, da jih pogleda in pač vidi realno, kaj se njegovemu telesu dogaja, ko je neko stvar, kot je meso, in kaj se njegovemu telesu dogaja, ko je neko stvar, kot je neka žitarica ali pa zelenjava. Moje sporočilo za vas je, bodite vi. Nič ni tako izpolnjujoče in motivacijsko in lepo kot človek, ki živi sebe. Živite sebe na vse možne načine, na vseh frontih, na vseh nivojih, pa boste na koncu zadovoljni s tem, kar ste. Na vaše povabilo sem se odzval zaradi tega, ker iskreno iz srca menim, da more poslanstvo, ki ga vi opravljate, zaobjeti in slišati čim več ljudi. Zaradi tega, ker stojim za njem, zaradi tega, ker verjamem v message, ki ga širite, in sem zelo vesel, da sem lahko del tega sporočila.